Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, veseli me, da danes lahko v gostih pozdravim Borut Hafnerja, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Pozdravljen, Borut. Lep pozdrav obema in poslušalcem seveda tudi. Borut, daj za začetek povej nekaj malo o sebi. Po poklicu sem arhitekt. Začel sem v bistvu v projektivi. Sem bil 5 let na projektivnem biroju. Delal sem kar na dosti velikih projektih. Potem me pa pot zanesla v menjavo službe in sem slučajno bila prilika in sem pristal na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije. Tukaj sem že 10 let in upravljam vlogo projektnega vodje oziroma projektnega menedžerja. Delam pa pač na projektih tržne gradnje, izključno. Tako da v zadnjih 10 letih smo kar precej projektov skozi dal, od nakupov do tudi teh lastnih gradenj. Najbolj tak znan je ta Zeleni gaj na Brdu, kjer sem tudi 3 faze sam osebno vodil. Zdaj pa razvijamo še nek večji projekt tudi na isti lokaciji, pa z 500 stanovanj, kjer sem tudi s kolegico imamo vsak pol tega projekta. Ok, hvala za začetek, Borut, ampak da povem najprej, če se bo komu kaj čudno zdelo, v bistvu mi z Borutom se že dolgo poznava, v bistvu srednjo šolo sva skupaj hodila, pol pa je nekdo naredil sprejemce oziroma je vztrajal na arhitekturi, en je zašel pa na gradbeništvo. Pa lahko gibate, kdo je kdo. Tako da Borut... Ja, pa en je tam doktorat naredil, ne, še po nesreč, ne. Ja, čist slučajno, ne. V bistvu včasih se res sprašamo, kako je do tega prišlo, ne. Tako da Robi je tukaj danes predvsem to, da naj miri, ne. Da nava midva preveč zajadrala tam, k ne smeva. Torej sem danes sodnik. V bistvu ne, nisi sodnik, ker to bi moral nekdo pol zmagati, ne, ampak si v bistvu pa tak najin prijatelj, trener, tako, coach najin si v bistvu. BIM coach, Evo, pa imamo novo definicijo enega profila, ki ga rabimo. Novo delovno mesto, ja. Odprto, v bistvu, danes sem malo pogledal tudi po spletni strani Stanovanjskega sklada, v bistvu, in vzam sem se, to je tam v bistvu Tehnološkega parka, če se ne motim, ne, v Ljubljani. Je ta Zeleni gaj. V bistvu moram reči, da so vsaj stavbe tako navzven so mi v bistvu zelo všečne. Ne vem, kako je sicer noter, kako je vse skupaj narejeno, ampak to Borut lahko ti kaj poveš, v bistvu, kako se ti zdi vse skupaj. Pa malo reklame lahko narediš, ne? V bistvu je tako, 3 faze smo že zaključili in tudi vse prodali, tako da kupci, mislim, so bili zadovoljni, mi pa tudi. Zdaj sta trenutno v prodaji ta tako imenovana vzorčna hiša, kjer smo preizkusili različne sisteme bivanja in pa tudi različne tehnološke rešitve, kar se tiče prezračevanja in pa samega ogrevanja. Tako da stanovanja so zelo inovativna. To so 4 profesorji z Fakultete za arhitekturo, vsak je eno lamelo obdelal, tako da so zelo zanimiva za pogled, pa tudi zgornji 2 etaži bloka sta izključno v leseni konstrukciji. Noter imamo pa različne sisteme, od rekuperacije do higrosenzibilnega prezračevanja, ogrevanje na pelete, talno gretje, razne načine, toplozračno ogrevanje, tako da je to zanimiva zadeva. Drug del, ki je šel pa tudi zdaj v prodajo, so pa te vrstne hiše in dupleksi, to sem jaz vodil.
Belperovič arhitekti so sprojektirali, imamo 18 vrstnih hiš, zelo zanimiva arhitektura z leseno fasado, tak po sistemu, tako bi rekel, nekega nizozemskega vzora, take zelo ozke hiše, visoke. Potem imamo pa še take duplekse, se pravi, imamo pa še sistem hiša na hiši, spodaj eno stanovanje, na vrh je pa tako stanovanje v 2 nadstropjih za mlado družino. Zelo zanimivi projekti. Pa naj si bomo arhitekti ali pa gradbeniki. Ampak to mene zanima, zdaj glede na to, da se taki zelo veliki projekti vodijo, pa zelo velike investicije, pa to. Kako pa kaj poteka celotna papirologija? A to si že kaj se razmišlja v smeri, da bi šli v korak s časom, ali mogoče še kar na star način? Kako to kaj poteka pri vas? Ja, v bistvu, ko smo začeli razvijati ta nov projekt s 500 stanovanji, trenutno je v fazi, da smo dobili od projektantov idejni projekt, pa vzporedno tudi peljemo ta OPPN, se pravi prostorski načrt, ki upamo, da bo sprejet tam nekaj konec leta. In smo v zadnjem hipu, ko smo pripravljali natečaj za ta projekt, smo tudi umestili v projektantom tudi ta BIM noter. Takrat nismo niti točno vedeli, kaj ne bi to bilo, pač umestili smo ga šele v fazi PZI-ja. Tako so nam tudi takrat svetovali. Morda bi zdaj v tem, ko smo malo več izvedeli o BIM-u, že v prejšnjih fazah to začeli, ker vsi pravijo, da je smiselno že v idejni fazi začeti z BIM-om. No, se bomo pa pač malo kasneje naučili, kaj je to BIM, pa kako se to. Ja, ampak povej, kako so za začetek tele projektanti sprejeli to veselo novico, da s tem dali dodatno delo? Ja, sej niti ne vem, koliko se zaveda, kaj to sploh pomeni, ne BIM. Tako da bomo to skupaj odkrivali v nadaljnji fazi. Pa ja, saj to mislim, saj pozitivno, oziroma olajševalna okolišča, predvsem skupaj je, da so to visokogradnje. Tle jaz mislim, da je vsa stvar, se mi zdi, kar dobro pokrita, pa najbrž večjih težav ni za pričakovati, razen pač tega, da se treba kaj novega naučiti. Ampak super, sam nekje dejansko treba štartati. Zdaj, omenil si tudi za začetek, da imate v bistvu tele projekte. Skratka, meni osebno skratka se nisem prav zelo podrobno ukvarjal s tem, kaj stanovanjski sklad sploh je. A lahko, recimo tako za poslušalce v parih stavkih poveš v bistvu, kakšna je dejansko vaša vloga, pa morda kakšna je vloga ta trenutek, pa morda kje se vidite kot v neki bližnji prihodnosti? Ja, za začetek bi povedal, da smo lansko leto jeseni smo praznovali 25-letnico sklada. Ustanovljen je bil leta 1991 s tem stanovanjskim zakonom. Leta 2001 je bil potem preoblikovan v nepremičninski in finančni sklad. Sprva se je sklad predvsem so se ukvarjali bolj s finančnimi zadevami. Potem so pa nekje začeli, so štartali tudi s temi nepremičninskimi projekti, najprej s samimi nakupi stanovanj. 10 let nazaj, ko sem jaz prišel, se je tudi ekipa precej ojačala v tem gradbenem oziroma zdaj ponovnem investicijskem sektorju. In smo tudi zagnali kar nekaj projektov, ta zeleni gaj na Brdu smo, takrat je bilo v fazi projektiranja, ko sem jaz, žal smo imeli verjetno vse, kar je se možno zgoditi na projektu, se je nam zgodilo, ne. Tako da imeli smo praktično 3 stečaje velikih podjetij,
ki so nam gradili, tako da zadeve so se precej zavlekle. Po drugi strani bo pa tudi precej teh faz, tako da smo pač gradili zaporedno, se pravi, ko je bila neka faza končana, tako da se je projekt praktično vlekel 12 let. Zdaj, če še kaj od sklada povem, v bistvu v našem investicijskem čas je bil predvsem finančni, dajali so tudi kredite, se dajali precej, pa bilo je tudi s tem Jazbinškovim zakonom povezan, se pravi teh stanovanj, odkupa in teh zadev. Drugače smo pa v našem investicijskem sektorju imamo 3 vrste projektov, in sicer tržne, potem imamo neprofitno gradnjo, ki je bolj, ko bi rekel, nekje bolj kot sofinanciranje, sicer mi tudi spremljamo gradnjo, pa potem imamo še pri investicijah imamo pa lastne investicije, pa nakupe, se pravi, ali smo mi kot vlogi investitorja ali pa kot vlogi kupca. Zdaj, kakšna je strategija sklada, mogoče samo še na kratko, po tej novi resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu, ki je bilo sprejeta od 2015 do 2025, naj bi sklad tudi postal ponudnik javnih najemnih stanovanj, predvsem to, tako da nekje naj stanovanj ne bi več prodajali, ampak bi jih gradili in pa vzpostavili ta javni najemni trg, ki ga praktično ni, razno pač posamezniki, ki oddajajo stanovanja, drugače pa večjih podjetij, ki bi se ukvarjala s tem, ni. Tako da potrebe po najemnih stanovanjih so velike, ker si marsikdo ali zaradi fleksibilnosti ali pa že zaradi samih financ si ne more privoščiti stanovanja ali ga pa niti ne želi kupiti, ker si noče zakreditirati za 30 let. Tako da do leta 2020 naj bi nekje zagotovili 500 novih najemnih stanovanj. Trenutno ima sklad blizu 3000 neprofitnih stanovanj in pa okrog 500 tržnih stanovanj, tako da skupno imamo 3500 stanovanj. Zdaj s tem novim obdobjem, ko bomo pa začeli graditi pač ta najemna stanovanja, smo pa tudi ravno zaradi tega, ker bomo mi ostali lastniki do konca, tudi začeli razmišljati o tem facility managementu, tako imenovanem, se pravi v samo obdobje uporabe objektov, in tle smo pa tudi videli neko priložnost s tem BIM-om zaradi lažjega vzdrževanja in vseh teh zadev, ki sledijo potem v dobi uporabe. Jaz bom pa spet nekaj v BIM-u, ampak najprej nekaj rečem eno na stanovanjski sklad, da jaz sem se edinkrat srečal s stanovanjskim skladom takrat, ko sem skozi čakal, da bom lahko upravičen do tiste subvencije za mlade družine, in pa, ko bi lahko bil upravičen, ste jih pa ukinili. Tako da to je moj edini kontakt s stanovanjskim skladom, pa vem, da ni po vaši krivdi. Drugače pa ja, tole mi je zelo zanimivo, glede na to, da imate že zdaj en zelo velik fond stanovanj, in zdaj, če bo pač s to novo vlogo se ta fond še precej povečal in dejansko, če te skrbi za eno tako res veliko število stanovanj v celotni dobi, življenjski dobi, pa se mi zdi, da tukaj so pa potenciali BIM-a kar hudi. Mogoče je zato že treba res zdaj razmišljati, da se bo dejansko uvajal ta pristop, ali pa da bo na koncu vsaj nek model ostal po vsaki investiciji, da boste lahko pa kaj iz njega dobili. Zdaj, če sem jaz prav razumel, se o tem tako že razmišlja, ampak če se pa ne motim, pa je neke take prave strategije za naprej še niti ni. Ali se mogoče motim? Zdaj,
Mogoče bi še povedal, da tudi zdaj trenutno na zemljiščih, ki jih imamo v lasti, ki so bili v preteklosti, razvijamo tudi projekte za cirka 850 stanovanj po celi državi. In smo tudi zaposlili sodelavko, ki naj bi se s tem facility managementom ukvarjala, tako da v bistvu zelo razmišljamo o tem, tudi delamo na tem, ampak pač en del tega je tudi BIM, verjetno, ne, tako si predstavljamo, so pa verjetno še druge stvari, pač treba bo tudi izobraziti upravnika, treba bo izobraziti izvajalca in neznatne pač vse deležnike na projektu, ne. Ja, zdaj kar nekako zmeraj ugotavljamo, je to relativno počasen odziv investitorjev in konec koncev tudi tistih skrbnikov po končani gradnji, se pravi vzdrževalnih podjetij, upravljalskih podjetij, teh nepremičnin, ker vsaj, kakor se mi pogovarjamo, pač nekako zmeraj pridemo do tega, da tema investitorji in pa jasno na koncu te vzdrževalci imajo pa res možnost nekako prisiliti projektante, gradbenike in tako skratka vse te deležnike, da res vzamejo BIM za svoj in v bistvu zahtevajo na koncu, da je zadeva BIM-ovsko narejena, da dobijo digitalne stvari na koncu, zaradi tega, ker jim bo to omogočalo, da bojo spremljali, da bojo razvijali ta model naprej, da bodo v bistvu pač imeli zgodovino, celotno zgodovino nekako dostopno in jasno iz tega lažje vzdrževanje samih nepremičnin. Tako da moram kar direkt vprašati, skratka, razlog, zakaj sploh v bistvu Borut si tukaj, veš, ampak zato, da poslušalci vajo, v bistvu imel si tudi eno krajšo predstavitev na BIM forumu 2017, ta bila v začetku junija. No in zdaj, a lahko morda te stvari povežeš nekako in poveš, kje ali se motimo mi, ko razmišljamo v tej smeri, da pa v bistvu, ne vem, stanovanjski sklad bi imel pa res nekako tisto palco lahko v roki, ki bi rekel, ne, zdaj mi pa hočemo tako imeti in pika, ne, brez debate. Ja, tako je, mogoče bi za začetek še povedal, da mi v bistvu imamo v lasti tudi eno podjetje, ki se ukvarja s upravljanjem in tudi nameravamo pač preko tega podjetja tudi ta facility management razvijati oziroma pač skupaj, da bojo oni kot upravniki teh objektov in tukaj je že pač en korak, ki je dosti bližji, se pravi, se ne bomo z nekimi zunanjimi morali pogovarjati pa dogovarjati, ampak je to znotraj tako rekoč hiše, no, oziroma pač tako, da bomo lažje, upam, prišli do tega cilja. Zdaj, kar se foruma tiče, mi smo bili že na prvem forumu smo bili prisotni leta 2016. Takrat so bili zelo visoko leteči cilji, veliko se je govorilo o BIM-u, Slovenija tudi pristopila v ta evropski BIM Task Group v bistvu. Ja, ti si je bil pač glavni cilj tistega dogodka, ne? Kick-off, ja, zadeva, kar se BIM-a tiče. No, zdaj smo pa že poslušali na letošnjem BIM forumu, koliko v Rusiji že koliko projektov na BIM-u delajo, tako da je zelo zanimivo, da se tudi ta vzhodni del, ker misliš, da so mogoče malo za nami, da so kar dosti, imajo kar dosti velike potenciale, pa dosti izkoriščajo že to tehnologijo. Zdaj, kar se tiče sklada in BIM-a, zdaj mi v tem, pač kakšna so naše razmišljanja, in sem imel tudi predstavitev na tem BIM forumu. Mi razmišljamo o BIM-u. V tem soseski zeleni gaj trenutno dokončujemo še 4 bloke s 102 stanovanji.
ki so zdaj v zaključni fazi gradnje obrtniških del. Projekt bo zaključen nekje oktobra, pričakujemo uporabno dovoljenje. Stanovanja bojo vseljiva januarja prihodnje leto. In zdaj se pogovarjamo, da bi v bistvu na tem projektu vzpostavili BIM, tako nekje testno, se pravi, da bi se že na tem manjšem projektu nekaj naučili, da se ne bomo pol na tistem večjem lovili, tako da se pač vzpostavi neko okolje, komunikacija, te pač vsi nivoji, ki so potrebni za sodelovanje na BIM-u, od strojne, programske opreme in tako dalje, kar je pač potrebno za BIM. Zdaj, to naj bi v prvi fazi pričakujemo, da se bomo s temi 4 bloki ukvarjali. V drugi fazi je pa ta projekt s 500 stanovanji, ki ga bomo pa v PZI fazi, ki se bo pa tudi nekje v konc letošnjega leta začela. Mi smo predpisali tudi nivo obdelave LOD 350, kar se tiče BIM-a, tako da predvidevamo, da bomo naslednje leto že začeli graditi ta stanovanja, če bo vse po sreči, in tudi zaključili leta 2020. Tako da bi se prav vpeljava BIM-a v tem obdobju nekje potekala od PZI faze do PID-a in pa samega spremljanja med samo gradnjo, in pa tudi pričakujemo prvič, da bo v projektni fazi nam BIM pripomogel glede popisov, pa med samim spremljanjem glede stroškov, investicije, da se točno ve, koliko je bilo zgrajenega. Zdaj, kakšno je še moje razmišljanje glede BIM-a? Zdaj, v začetku bojo verjetno neki višji stroški, predvsem kar se tiče projektne dokumentacije. Bomo imeli tudi verjetno težave s samo to implementacijo BIM-a in pa kasneje tudi, da bomo upravnika nekako na to navadili oziroma upeljali, da se bo ta zadeva res uporabljala. Pričakujemo pa, da bo v sami projektni dokumentaciji, da bomo odpravili neskladja, to so pa naša pričakovanja glede BIM-a, da bo morda celo gradnja cenejša, ker izvajalec ne bo oziroma ne bo kalkuliral nepredvidenih stroškov. Lažje bomo tudi samo gradnjo spremljali in učinkovitejše, in pa seveda v nadaljnji fazi učinkovitejše upravljanje objektov in pa njihovo vzdrževanje. Tako da računamo, da potem, ko potegnemo črto, da bomo vse pač na nekem plusu zaradi samega BIM-a. Jaz mislim, da bo uspeh oziroma učinkovitost tega BIM-a, pač BIM pristopa, ali kakorkoli bomo temu rekli, bo v veliki meri odvisna od tega vašega podjetja za upravljanje. Ampak tu mene nekaj druge zanima, in sicer eno že, da bo v fazi PZI se uporabljal BIM, ampak potem v fazi upravljanja bo pa treba ta BIM nadgrajevati oziroma posodabljati in zavediti vsak poseg in tako naprej. To ste mogoče že kaj razmišljali, ali boste to potem videli, kako bo potekalo? Ker tukaj je nekaj tudi tehničnih zadržkov, če nič drugo, ampak o tem bomo tako še govorili. Torej, ali ste že kaj razmišljali v tej smeri, ali mogoče še čakate, kak bo rezultat te prve faze, ali koliko je s tem? Smo razmišljali o tej fazi. Je pa tudi tako, da recimo stanovanjski objekti so relativno nezahtevni, kar se tega tiče, same
same opreme je relativno malo, ne, se pravi, imamo neko kotlovnico, pa nekaj par črpalk, tako da mislim, da je fajn sprobati na takih projektih. Imamo sicer potem še razne elemente, kot so okna in take zadeve, ker bo verjetno v zadju vsi ta dokumentacija, pa kakšno bo vzdrževanje. Pričakujemo, da bo veliko dela v tej smeri, ampak pač nekje treba začeti, bomo pa verjetno sproti videli in se učili, kako bo s tem. Pač neko idejo imamo, kaj se bo pa iz tega izcimali, pa ne vemo še. Robi, kar vprašaj, kaj še si gotov? Ne, hotel sem samo reči, da ne bo pomote. Meni se zdi to zelo pogumna odločitev in v tem trenutku tudi edina pravilna, sploh glede na vse trende, ki se kažejo. Obenem bi pa rekel, da je to en prvih takih poskusov na velikem nivoju, za katerega mi dva z Matevžem v bistvu vemo, no? Kar se facility managementa tiče. Tako da jaz zelo pozdravljam vse korake v tej smeri in bi me tudi zanimali, oziroma zelo zanimali, kakšne bodo ugotovitve potem po fazah vnaprej. Tako da zelo pohvalno. No? No, jaz moram povedati, da sem bil prejšnji teden smo imeli nek posvet, oziroma so nas povabili iz Ministrstva za obrambo glede tega njihovega letališča v Cerkljah in so malo predstavili, oni so to že nekaj v BIM-u počeli, ampak gre sicer bolj za infrastrukturni projekt, ne, ampak oni so v bistvu nekje štartali. Pa se mi zdi, no, kakor sem videl tudi tele projekte za ta nov predor pod Karavankam, to je drugo cev, da so nekje te infrastrukturni projekti bolj definirani, oziroma si jih je nekako lažje trenutno, ki je zadeva še v razvoju, da je lažje z njimi upravljati v BIM-u, predvsem, ker ni toliko elementov, ker ena stavba ima ogromno elementov in detajlov, recimo infrastrukturni objekt ali pa projekt, pa nima toliko tega. Tako da mislim, da bomo tukaj kar neko ledino urali tudi v tej projektni fazi, tako da je pa problem tudi s temi samimi knjižnicami, potem samimi popisi, ki pridejo ven in tle bo verjetno precej težavno. Je pa tako, tudi teli na Ministrstvu za obrambo so rekli, pač nekje treba začeti, oni so začeli, pa so odkrivali zadeve, pa se lovili, pa ampak treba je čim več tega, čim več izkušenj, pa tudi izmenjevati izkušnje, pa da se pač zadeva, da se tudi knjižnice vzpostavijo in neka okolja programska in naj bi se tudi neki popisi celo standardizirani pripravljali v Sloveniji, tako se govori, tako da potem malo zadevo olajša. Robi, boš ti kaj komentiral? Ja, seveda se je verjetno ista stvar kot ti, no, tole glede infrastrukture. Da imajo, no da je ti Matevž. Ne, v bistvu je zanimiv, v bistvu zraven Borut, ko si govoril, sem razmišljal, kako dejansko različno gledamo na te stvari, kjer pač se bolj ali manj pogovarjamo o eni isti zadevi, ampak jo gledamo popolnoma drugače, ne? Ti si rekel, za infrastrukture je lažji, zaradi tega, ker v bistvu je pač manj nekih detajlov, manj nekih elementov konc koncev. Visokogradna, med teh elementov veliko nekih detajlov, no, ampak v bistvu to je recimo en vidik, drug vidik je pa recimo to, po moje, midva z Robijem vidva, je pa v bistvu zadeva, kako je zadeva z IFC podprta oziroma standardizirana, kjer je pa ravno obratno, ne? Kjer so pa ta visokogradna v bistvu precej dobro podprta. Ja, res, da je veliko elementov, ampak te elementi so definirani, modelirniki, modelirniki zadevo podpirajo precej dobro, ne najbrž 100%, ampak mnogo bolje kot pa v bistvu recimo stvari, ki se tiče infrastrukture, ne vem, ceste, predori, železnice in tako naprej. Tako da tam je drugačen najbrž pristop tudi zaradi tega, ker
Je pa res treba tako unikatno zadevi pristopiti in se vnaprej dogovoriti, kako se bojo zadeve izmenjevale, tudi stvari, ki so nestandardne, kako se bodo podpirale, kako bo to nek softver nadgrajen ali kaj podobnega. Ne? Tako da to bi bil en tak splošen komentar. Po drugi strani se mi pa odpira eno vprašanje, kako vidiš v bistvu recimo to neko praznino v neki slovenski, v bistvu kot državni inicijativi za BIM inicijativi, recimo temu, ne, kjer bi na nivoju države, zakonodaje, predpisov in tako naprej bila zadeva nekako toliko daleč podprta, da je bilo te stvari v bistvu jasne, definirane. Ne tako kot zdaj, kjer v bistvu pač imamo take svetle izjeme, kot ste tudi vi, pa še kdo drug, ne? Kjer bolj manj na sam pri sebi prepoznal neko potrebo po drugačnem delu, po drugačnem načinu, pa se tega lotil nekako, ne? Kjer v bistvu na koncu gradbeno dovoljenje boš dobil še zmeraj na način, tako kot si ga dobil pred 20 leti. Ne? No, se neč drugače spremenili, tudi če imaš imel BIM model, ne? Ta moment. Kako zdaj v bistvu lahko recimo nekako pokomentiraš to zadevo? Ali najbrž bi bilo lažje, ne? Če bi bilo to nekako v nekih predpisih? Ja, tako, če bi bile zdaj zadeve definirane, bi pač, jaz sem ravno mogoče na tem projektu, ne, letališča, Cerklje, ta gospod iz ministrstva, zdaj se ne spomnim, ko se piše, pač taki projekt vodil, on je rekel, da so v bistvu te letalski standardi in tam je še NATO zraven, tam je blazno vse definirano. In oni so v bistvu samo te standarde, ki so že zelo natančni, samo nekaj implementirali skozi BIM v te svoje projekte. Ne? Oni so imeli že vse definirano. Recimo v visoki gradnji pri nas je pa ni nič definiranega. Ne? V bistvu ni standardov, ne? Ni standardnih popisov, ni standardnih elementov. Pač vsak po svoje nekaj dela in pač situacija je taka, kakršna je. Ne? Recimo v Avstriji so to že pred leti vzpostavili standardizirane popise, vsak ve, kaj bo dobil, vsak ve, koliko kaj stane in sploh ni nobenih težav. Cene so, ne vem, 5% gor ali pa dol, vsi vejo točno, koliko kakšna stvar stane, koliko en blok stane. Pri nas pa potem, ko narediš javni razpis, pa čakaš, koliko bo cena. Ne? Potem pa en gradbinc z neko dumping ceno pa spusti 30% da popusta, kar veš, da ne bo šlo skozi. Ne zdrži, zadeva ne zdrži, ne, in da boš imel potem težave na projektu in vedno jih imamo, ne, seveda. No, ampak to je težava s temi nestandardiziranimi popisi, ne. Ampak če to nazaj na BIM prevedemo, to ni direktno, mislim, ni direktne korelacije med temi zadevami. No. Je pa tudi tako, da so Avstrijci tudi, kar se tega BIM-a tiče, pa popisa, pa nekaj vse, jaz sem tudi bil pod vtisom, da je to pri njih zelo urejeno, pa da to poteka drugače kot pri nas. Ampak vsaj, kar se BIM-a tiče, so z Matežem slišali, da imajo zelo velike probleme. No. Tako da ne vem, mislim, res je, da vsi izpostavljajo ta problem z nestandardiziranimi popisi, pa to, ampak ne vem, če se to direktno lahko prevede na BIM. Ne vem, Matevž, imaš ti kaj za dodati? Jaz čutim v bistvu na vsak način lahko, če si naslikaš okolje rožnato v bistvu in rečeš, ok, imam BIM model in zdaj bo tam v nekem programu modelirniku gumb, ki bo pisal gor, zgeneriraj popis, ne, ali pa ne vem. In to je bilo fenomenalno. Ne? Vse imaš imaš podatke noter, samo pač dosti inteligenten software bi rabo, ki bi znal to zadevo sprocesirati, pa v bistvu vdati količine, popise del, cene, mislim, ni da ni. Ne? In to je bilo fenomenalno. Ne? Mislim, to bi si najbrž vsak projektant želel, pa konec koncev tudi naročnik. Ne?
ker bi pač vedel, da je to ni nekaj, kar bi tako od palca nek gradbenik si izmislil približno in na koncu tiste cene, tako kot si Borut rekel, neke damniške naredil samo zato, da vždovo projekt, pa se že skozi neke anekse skobacaš na zeleno vejo, ne? Potencialno, če prej v bistvu ne greš v stečaj, ne? Tako da, ja, mislim, te popisi del se mi zdi, da je ena taka prioriteta, ki bi se jo morali lotiti in pač po nekih informacijah se je to inženirska zbornica v določenem momentu probala lotiti, niso še neki prav daleč prišli, ne? Ampak mislim, da so pač neke takšne ideje. Jaz sem zdaj dobil informacijo, no, da ne bi to do jeseni do jeseni. Okay. Ja, naredili. Odlično. Oziroma, ko sem zanj slišal od nekoga. Kaj sem hotel reči, tle vidim problem, ne samo v popisih, tudi problem so v knjižnicah, se pravi, sami elementi niso podprti z različnimi materiali. Ena zadeva je pa tudi pri nas, ki smo vezani na javna naročila, kaj če daš ti nek element noter, ki je pač to taka znamka, ne? Potem ga pa seveda ti ne smeš reči, da mora tazga dati, ampak kot na primer, ne, se pravi, element bodo potem zamenjali, ne, seveda, ker bo cenejš ga najdel, ne. Sicer mi striktno zahtevamo, da je v istem rangu, ne. To dosledno zahtevamo, se pravi, da je nivo kvalitete enak. Sam je pa vse, kar se tiče, se pravi, mi bomo sproti med gradnjo v bistvu vse elemente praktično zamenjali, tako da bomo imeli pit popolnoma drugačen, s popolnoma drugačnimi elementi, verjetno, ko si predstavljam. No. Zdaj, samo gradnjo in vse, ker pač mi smo zavezani javnim naročilom in drugače se v tem trenutku ne da, ne, delati. No, to definitivno je težava, no. Da bi vsi elementi zamenjeni, to bi skoraj še ustaviti tudi na moje izkušnje iz prakse, ker če je neki 3 cente ceneji, se pač ne bomo niti komentirali. Ampak po drugi strani pa tudi odgovornost tistega, ki pač vgrajuje, ne, da bo skrbel za svoj del tega modela. Tako da... Ja, se to mislimo mi izvajalca tudi zavezati k temu, da bo pač on tudi ta BIM med samo gradnjo naj bi spremljal in pa tudi te elemente pol not pravilne dajo z vsemi podatki. Ne. Tako da pač tak je namen naš v tej fazi gradnje. Ne. V redu. Tukaj imamo predviden še v bistvu, zdaj bolj ali manj smo se orientirali na BIM in prihodnost, tako da mogoče Borut za konc tega, recimo tega glavnega dela, ali lahko rečemo kakšno tako, če malo zamežimo in rečemo, kdaj bo ta BIM tako v praksi, recimo, ne vem, štartal si gor v bistvu, kdaj si začel, nagradi so v projektivnem biroju si delali, kako? Od začetka? Kako takrat v bistvu, so bila kat orodja že znana, ali si še z rotringi narisal? Ne, takrat smo že z računalniki delali. V biroju je pa tako, da te starejši so mi pravili, da včasih je bilo tako, ker so pač en možakar, ki je bil tudi arhitekt, je dal pobudo, da bi se računalnik kupil, ampak to ni bilo dosti pred tem, ko sem jaz prišel. Takrat je bil, ne vem, tisti AutoCAD 2000, kaj je že bil, 14-ka, ali 12-ka, AutoCAD 12, in je potem so nek računalnik nabavili in pa je on nekaj zrisal, potem je dal pa v petek popoldan render, pa je šel domov, ne, pa je prišel ponedeljek zjutraj, pa še ni bilo narejen, ne, tako da pač
To je bilo mislim, da je ta BIM, da je tako podoben prehod, kot smo prej iz ročnega risanja na računalniško risanje, ker na začetku smo zelo veliko časa porabili, pa neučinkovito je bilo, pa lovili smo se, pa napake so bile, sam s časoma se pa zadeva tako razvila, da je pa bistveno pohitrila vse procese in bistveno bolj uporabna ratala in vse. Tako da tudi pri BIM-u, sicer zadnjič sem na teli na Ministrstvu za obrambo je en, ki je bil gost tudi iz enega projektivnega biroja, ki se tudi veliko z BIM-om ukvarja, sem se malo zgrozil, ampak je rekel, ja, to se bojo mogle cele generacije zamenjati, da se bo ta BIM tam čez 80 let bo pa že BIM tako standard, ne. Sem mislil, mogoče bi bilo pa fajn, če malo prej, ne. No, ta številka me zanimala. Zdaj, mislim, res 80 let bi bila malo huda, ne? Ta je huda, ja. Ta je huda, ampak si pa znam predstavljati v bistvu, ne vem, 5-10 let v bistvu, da bi človek rekel, ok, zdaj to je pa to, ne? Zdaj pa se ne bomo več z BIM-om sploh ukvarjali, ne? Tako, ker se s CAD-om ne ukvarjamo več, ne? V določeni fazi je bilo pač to, ne? Se sploh ni več noben spraševal okoli tega, najbrž se bo enkrat tudi to zgodilo z BIM-om oziroma kakorkoli bomo že temu takrat rekli, ne? Ja, tako jaz mislim, če bo država temu naklonjena in če bo tudi če bo razpisi taki, če bo vedno več razpisov v BIM-u, se bo mogli tudi vsi biroji in vsi prilagoditi na ta BIM. In več, ko bo tega, več jih bo prilagodili, hitrejši bo ta. Se pa sigurno strinjam, da tam 5 let je neko tako prehodno obdobje, da po 10 letih bo pa to sploh ne bo vprašanje, mislim. Bi v BIM-u ali ne bi, da se sploh ne bo več nihče spraševal. No, jaz bi tukaj dodal nekaj, no, da uspeh BIM-a se ne bo pokazal samo v fazi projektiranja pa pač gradnje nekega projekta, ampak pa kasneje. No, in tu ste vi v eni edinstveni vlogi, ker boste lahko ta potencial BIM-a dejansko preizkušali tudi potem kasneje, ko večina ne bo več nič delala s tem BIM modelom. Ne? In jaz osebno mislim, da tu se bosta vodila pač dva paralelna svetova. Mi zdaj sicer smo malo menjali CAD, ne? Jaz bom rekel tako, da smo z ženo hišo gradila 2011-2012, ampak jaz sem dobil načrt arhitekture narisan na roke. Zdaj, zakaj, to smo že imeli debato o Kovačevi kobili pa tako naprej, ampak dejansko meni je bilo bolj pomembno to, kar mi je ta arhitekt lahko ponudil, kot to, da bi od njega zahteval, da mi ne pač dostavi elektronske kopije. In tudi BIM, vi ste v eni drugačni situaciji kot nekdo, ki dela manjše projekte, mogoče kako eno družinsko hišo ali pa mogoče kaj malo večjega pa to. In pri vas jaz res, mislim, pri vas so dobički toliko večji od vložka, da čem drugem sploh ne gre razmišljati, ne? Ampak tisti z manjšimi projekti bojo pa še vedno tehta, kaj se jim splača in kaj ne. Tako da jaz mislim, da tudi čez 5 pa 10 let te debate sicer ne bomo več imeli, ker se bo vedelo, da se pač uporablja BIM, ampak ne pa za vse projekte. No. Še vedno bo neko tako vzporedno gradbeništvo, arhitektura, kakorkoli, no, ki se BIM-a ne bo, mislim, ki se BIM-a ne bo niti dotaknila. To je pač, ne vem, jaz tako mislim, no, se pa čez 10 let spet slišimo, pa rečemo, kaj na to temo. Bomo zapisali datum v bistvu, no? Tako da se dobimo tako malo. Mi dva bo z Borutom že malo na pački hodila okoli, tako bolj počasi bova šla, ne? Ne bote, sem zračunal, takaj, če v penziji ne bote, ker ste bolj pozno začela. V penziji mi dva sploh ne bova. Kje pa mi, Robi, ti je sploh naš dočakal, ne, ker je takrat sploh več ne bo, ne, ampak bo tako, ne vem, ki je na kitajskem, japonskem, ko so stare pošiljali na goro umirati, ne, tako da tle pri nas bo isto naredili, ne. Ne, za vas bo zdravstvo, mislim, za nas bo zdravstvo poskrbel, bom kar doma umrl, ko me čakali na potnice. Dajmo nehati s tem pesimizmom, ne. Pojetna priporočila, Borut, kaj boš našim poslušalcem pozitivnega priporočal?
Kaj bi jim priporočil? Ja, naj se v to vržejo, ker več, ko nas bo to delali, lažje nam bo šlo, izkušnje bomo izmenjali, primerjali bomo rezultate, pa zadeva se bo pač razvila. Ne? To. Začnite s tem delati, to je moje priporočilo. Odlično. Robi. No, jaz bi takoj vprašal, s čim, ampak to je študente, vedno sprašujem. Moje priporočilo današnje je pa izven BIM sveta, ti pozorni poslušalci bodo presenečeni, da sem danes izbral nekaj druga. In sicer kot uporabnik Apple naprav sem vedno fasciniran nad tem, kako uspe podjetju Apple skriti vse novosti, pa vse, o čem razmišlja, pa kaj razvija. In pred kratkim sem naletel na en tale članek, ki s pomenljivim naslovom, pač bom kar angleško prebral, Leaked Recording Inside Apple's Global War on Leakers. In kaj to pomeni? Govori o tem, kako se Apple bori proti ljudem, ki izdajajo skrivnosti. Mislim, članek je malo daljši, ampak koga zanima, je zelo zanimiv. Bom pa sam tak par podrobnosti povedal, da morajo pregledati toliko ljudi v njihovih tovarnah na Kitajskem, kot je letni promet vseh zabaviščnih parkov v Ameriki. To mi je bila taka zanimiva. Druga, da imajo zaposlenih en kup bivših agentov FBI, pa NSA, pa CIA, ki se borijo proti izdajalcem. No, pa še ena mi je bila najbolj zanimiva, da so toliko uspeli poostriti nadzor v njihovih tovarnah po Kitajskem, da je bilo v zadnjem letu več skrivnosti izdanih iz Apple campusa v ZDA kot iz Kitajske. Tako da, zanimivo branje, no? Če koga zanima, da si prebere. Ok, sem dvignil roko, bom jaz to definitivno prebral, zato ker je tudi moja priporočila tako bolj iz Apple sveta. Skratka, tle Apple je imel tako Worldwide Developers Conference v začetku junija. Ne vem, če koga to zanima, ampak v bistvu vsaj keynote si splača pogledati za tiste, ki bi jih morda kaj bolj programerskega zanimali ali bi radi kaj programirali na Appleovih napravah. Se splača tudi za ostale sešne pogledati in tle v priporočilih je en link s skripto za kako pretočiti te videoposnetke predavanj. Tako, zelo preprosto. To, kar se mi zdi še posebej zanimivo, je pa, da je ta skripta dejansko napisana v tem relativno novem programskem jeziku Swift, ki se dejansko interpretira. Tako da je zelo zanimiv, če ne drugega, kako to narediti, ker Swift kot tak v bistvu ni glih, ni ravno nek skriptni jezik tipa PHP, Ruby, Python ali kaj podobnega, ampak vseeno se ta izvaja. Skratka, se ne prevede in potem ne izvaja ta program, ampak v bistvu se direktno izvaja. Tako da pač meni je bilo zanimivo, zdaj če še komu še toliko boljš. Sem ravno hotel komentirati, da verjetno te pa še tremu stoji. Ja, to so... Tiste 3 pelem na kavo, v bistvu sam roka treba dvigati, oziroma... Meni sem, jaz ne pijem kave. No, pa dobiš sok. Evo, smo pa še par hitrih vprašanjih. Borut, veš, zakaj gre. In prvo vprašanje je BIM programska oprema, oziroma program, ki ga uporabljaš. Uporabljam Autodesk, trenutno Project in ostale zadeve. Kakšne BIM platforme še nimamo, oziroma izmenjave, tako da pričakujem po prihodnosti, da bo tudi kaj takega zanimivega na mizi. No, sej tale AutoCAD, ki ga najbrž obvladaš v nulo, je kar... Zmer manj, nažalost. Ne, zdaj to moraš reči, k sreči vedno manj grabim, zdaj bom prišel nazaj na Excel,
tako kot smo se že prej hecali, tako da ja, definitivno v bistvu, ne. Jaz sem mene zmer strah rata, ko kakšen tak program uprem, ker pač ga ne uporabljam dnevno ali pa v bistvu niti mesečno ne, ampak ko ga enkrat odprem, pa sem čist kar zgrožen nad vsemi tisti ikoncami, ki mi hočejo pomagati in v bistvu jaz bi tle samo eno steno rad narisal. Ja, tako da poznam občutek, no, ampak sigurno to vladaš oziroma imamo zalogo toliko in toliko let uporabe tega, ne? Ja, to pa. No, drugo vprašanje je v bistvu najpomembnejše vprašanje na tem podcastu. Kaj je ta BIM? Z Matevžem se pogovarjamo z gosti, kaj razumejo BIM. Najprej smo spraševali, kaj ta M pomeni, je to model ali proces. Pa so zdaj, da lahko tudi management, pa kaj je prepričanje, pa vera, pa ne vem kaj vse. Tako da me zanima, kako razumeš BIM, kaj je zdaj ti BIM? Zdaj, če bi lahko tretji odgovor dal. Kjerkoli, lahko tudi šestega, v bistvu, krčeš. Zadnjič je, ravno, ko smo bili na ministrstvu, en zelo lepo povedal, en kolega, pa je rekel, BIM je sodelovanje. In to mi je bilo zelo všeč, ker to je res, v bistvu to je sodelovanje različnih sodelavcev, različnih procesov, različnih modelov, različnih, ne vem kaj, programov. In to je res neko sodelovanje na enem projektu in to je čist zanimiv, ne. Tako. Super odgovor. Res je. No in še v bistvu dejansko se pa na to sodelovanje nanaša tretje vprašanje, ki se pa tiče odprtega BIM-a, skratka standardov v tem BIM okolju oziroma za to sodelovanje. Pomembno, nepomembno, nujno, obvezno, kaj od tega, kaj misliš o tem? Meni se zdi fajn, trenutno, da so vsi teli razni programi, da imajo tudi to odprta kodni format, tako da ni teh zaprtih, ali si na Autodesku, ali si na Archicadu, ali si na ne vem čem, ne, in potem se moraš prilagajati, ampak da dejansko lahko si vse gleda, ne. To mi je všeč in mislim, da bi mogli tudi v tej smeri nadaljevati ta razvoj, se pravi nek ta odprti sistem. Ja, mislim, da bo morala enkrat konec koncev država tle mejo potegniti in reči, da pa za vsaj ta pač javna naročila, ne, oziroma pač recimo to, kar vi delate, pa kar DRI dela in podobne stvari, da pač se zahteva, da je to pač v standardih in to enostavno mora noter v zakonu nekje biti, nekje eksplicitno napisano, ne? Ja, se strinjam. Ok, smo na zaključku tegale podcasta. Borut, morda samo kje te lahko najdejo, kontaktirajo poslušalci? Kje me najdejo, ponovadi sem kje v Ljubljani, če pa nisem, sem pa kje drugje, drugače pa če vtipkate moje ime pa priimek, sem na LinkedInu, na tem poslovnem omrežju, tudi na Facebooku, ampak to sem bolj s prijatelji, tako da komod se me kontaktira prek LinkedIna, pa bom vedno odgovorim. Ja, super, Robi, povej. Ja, jaz sem danes bolj počitniško razpoložen, pa bom rekel, da me lahko najdejo na Googlu, če tipkajo Robert Klinc. To je neki... Želite se izviti temu, da bi dobila zdajle zelo veliko mailov, ne? Tako da to ne vem, kaj bo s tem, ne? Ampak v redu. Moj mail je robert@klinc.net. Pa prosim, ne toliko mailov pošiljati, ker imam čist poln mailbox. Samih tistih, ki poslušajo podcast, ne? Res je. Pohvaljeni vsi, tako da meni lahko pa pošljete oziroma najdete kontakt na matevždolenc.com. No in BIM pogovori so pa še vedno na spletu, Facebooku in Twitterju. Vedno nekako obljubam, da
bomo bolj vestno objavili, kaj pa ponovadi zmer čakamo na 14 dni, da je nova oddaja objavljena, pa še takrat kaj povemo novega, tako da upam, da bova z Robijem te stvari malo spremenila. No, kakorkoli že, jaz bi se ob koncu rad Borutu zahvalil. Borut, res hvala lepa, da si vzel čas in nam predstavil dejansko stanovanjski sklad in pa jasno tvoje osebno in pa morda delno tudi videnje stanovanjskega sklada glede BIM-a. Hvala za povabilo. Enač, Borut, Robi, adijo. Ja. Adijo.